Boris Krabonja že od leta 2008 pod okriljem društva Upornik z različnimi dogodki pomaga pomoči potrebnim. Vsak četrtek je na voljo tudi v pisarni, kamor lahko pridejo ljudje, ki bi potrebovali njegovo pomoč. Upornik se upira sistemu in posameznikom, ki za ceno lastnega ugodja pozabljajo, da so okoli nas pomoči potrebni ljudje. Zdaj, Upornik večinoma skrbi, rečemo tam enih 75% ljudi imamo upokojence, ne? Tako da v glavnem je to ta za nas najrizičnejša skupina. Od tega, da imamo ljudi, ki so bili nekoč dobro situirani, ne? Da so tudi recimo bili nekoč, so lahko normalno živeli, potem se je pa zgodilo to, da je eden od partnerjev umrl in potem je v naslednjem trenutku so bili paheni v bedo. Ne? Zdaj, problem je tudi so matere samohranilke. Ne? Tu moram reči, da sem dostikrat jezen, zato ker večina teh samohranilk, ki prihajajo k nam, so jih pahnili v bedo njihovi bivši partnerji, ker so jih enostavno pustili na cedilu in dejstvo je, da če imaš 2 otroka, v bistvu to stane. Ne? Za bedo ljudi naj bi bil odgovoren sistem s politiko na čelu. Vse je narobe, zato ker ti, ki so skreirali to ekonomijo, so v bistvu ali namenoma tako pustili ali pa so zelo nesposobni, ker vidimo, da že od vekov je tako, ne? Da smo na tem. V bistvu to ni nič drugega kot sužnjelastniška doba. Nič drugega to ni. Samo mogoče imaš malo več sredstev in to je to. Ostalo pa je v bistvu isto. Če ti daš človeku minimalno plačo, mu še vedno daš dovolj, da ima za tisto, jaz temu pravim, res minimalno preživetje, hkrati ga pa ves čas držiš v strahu, da pravzaprav je lahko še slabše. In ravno strah je morda največja rak rana družbe, v kateri živimo. Govorimo o eksistencialnem strahu, v ospredju katerega je boj za preživetje. Vsi tisti, ki stojimo, nič za to ne naredimo. Vsi tisti, ki so si izmislili to ekonomijo, ki ne funkcionira, vsi tisti, ki še vedno pristajamo na sužnjelastniško dobo, pravzaprav vsi, ker vsi smo družba in vsi smo država. Dobrodelni koncert pod naslovom Naša pesem ni zdravilo je blažilo na stiske posameznikov v mariborskem okolišu, da bodo imeli dobrino več in skrb manj. Tako nerazumljivo, deloma nepredstavljivo, a še kako resnično. Leta 2017 v socialni in pravni državi organiziramo dobrodelne koncerte za ljudi v stiski.